Pospeševanje zelenega prehoda je vsekakor tesno povezano s krepitvijo evropske odpornosti in v končni konsekvenci za doseganje podnebne nevtralnosti in zagotovitev energetske neodvisnosti. Za uresničitev teh ciljev bo potrebno hitro spodbujanje infrastrukturnih naložb za razogljičenje industrije in delež obnovljivih virov in elektrifikacija različnih sektorjev se bosta po napovedih v prihodnjih letih tudi okrepila. Profesor Dominko, vi kot eden naših največjih strokovnjakov za vprašanje brezogljičnih tehnologij, kako najprej pojasniti te obnovljive vire energije? Ja, vsekakor obnovljivo je tisto, kar lahko iz dneva v dan reproduciramo, se pravi, iz dneva v dan proizvajamo. Torej, voda bo vedno tekla po hribu navzdol in če izkoriščamo njeno moč, lahko proizvajamo elektriko. Ravno tako ob ugodnih vremenskih razmerah imamo dovolj sonca, dovolj vetra in prav tako lahko izkoriščamo to energijo in pridobivamo elektriko, vendar kot sem dejal, ob ugodnih vremenskih razmerah samo, ne. No, Evropska komisija si je postavila kar visoke cilje pri obnovljivih virih, in sicer 45% proizvodne energije do leta 2030, vendar s poudarkom na sončni energiji. Kako vi to ocenjujete? Ja, vsekakor sonce je dovolj, da ga lahko izkoriščamo. Težava je to, da sonce sije ob recimo ugodnih vremenskih pogojih poleti tudi več kot 10 ur neprekinjeno, medtem ko pa pozimi ga imamo le na voljo nekaj par ur, se pravi mogoče 5-6 ur, če res imamo srečo, ne, tako da prav ta cilj je potem pogojen s samim skladiščenjem oziroma izkoriščanjem drugih obnovljivih virov za takrat, ko sonca ni dovolj. No, kar pa zadeva preskrbo z energijo, je energetska mešanica v Evropi odvisna od posamezne države. To, kar ste že omenili, jedrska energija, sončna, fosilna goriva in tako naprej. Fosilnim gorivom, kot poudarjajo, se ne bomo mogli odpovedati še lep čas. Bo se pa dobava teh goriv bolj diverzificirala. A se bo delež obnovljivih virov in elektrifikacija različnih sektorjev po napovedih potem okrepila? Ja, vsekakor to je ideja, ne, da pač z zmanjševanjem uporabe fosilnih goriv, pa obenem bom rekel tudi z zmanjševanjem uporabe, celotne uporabe energije. Samo s tem bomo lahko zmanjševali uporabo fosilnih goriv. In s povečevanjem seveda deleža obnovljivih virov bomo šli proti cilju, ki je pač zelo ambiciozen, ki je zelo težak tudi za samo tehnološki prehod v elektrifikacijo in predvsem tudi za samo akceptiranje, se pravi, da bodo ljudje sprejeli to. Ker vemo, da danes je z lahkoto v bistvu vzeti fosilni vir energije, ki je še relativno bil poceni nekaj let nazaj, in ga enostavno uporabiti, saj tehnologije so znane več desetletij. No, pa vendar, a tako različni pogoji in pa razmere, ki ste jih na nek način opisali, slabijo možnost doseganja skupnih ciljev, ki si jih je postavila Evropska komisija? Po mojem mnenju ne, saj vemo, da zahod in sever Evrope sta zelo vetrna, medtem ko pa jug je pa že od nekdaj znan s soncem obsijan Mediteran in drugi deli južne Evrope, torej lahko, če delamo skupaj, mislim, da tukaj ne bi smelo biti težav ob primernem skladiščenju za takrat, ko energije ni dovolj, ali pa alternativa. Se pravi, ti hranilniki pomembno vlogo igrajo. O tem bova še kaj rekla. No, za Slovenijo pa je spodbudno, da je Kemijski inštitut pred nedavnim sporočil namero izgradnje razvojnega centra za brezogljične tehnologije. Zdi se, da gre za ambiciozen projekt, ki bo imel tudi dolgoročne učinke na razvoj za zagotavljanje razvoja tehnologij za zeleni prehod. Eden glavnih kreatorjev tega ste tudi vi, profesor Dominko, s svojimi mednarodnimi referencami. Ja, tukaj bi v bistvu tudi omenil profesor Likozarja. Midva sva združno delovala na tem področju že zadnjih 5 let, se trudila prepričati slovenske odločevalce, da je to pomembno za Slovenijo.
predvsem za pomembno iz stališča, da pripeljemo bliže tehnologijo ljudem in da v bistvu začnemo tudi izobraževati študente na tehnologijah bodočnosti, se pravi na tehnologijah, s katerimi bodo oni živeli in s katere bodo oni upravljali. Torej, takšen center bo se zagotovo pomenil nek preskok in omogočil tudi industriji, da bo lahko testirala svoje ideje, da bo lahko preizkušala svoje ideje in jih v bistvu eventualno pripeljala do neke komercializacije in mogoče celo v nekem segmentu potem bila vodilna v Evropi ali celo na svetu, zakaj pa ne. No, razvojni center ste poimenovali kar center DUPT, kjer združujete, kot ste nakazali, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. Vendar, s kakšno intenco in namenom je nastala ta ideja in kar je v bistvu na nek način potreba za ustanovitev? Ja, kot sem že dejal, je v bistvu sama potreba se izraža iz dejstva, da to je naša prihodnost, elektrifikaciji različnih sektorjev se ne bomo mogli izogniti, če bomo še vedno pač zatiskali si oči, da je globalno segrevanje samo trenutno in da to ni pogojeno z pač antropenimi viri CO2, ki ga proizvaja človeštvo, bomo v bistvu zanamcem pustili kaj klavrno podobo planeta. Torej, potrebno je nekaj narediti, v bistvu potrebno je pa tudi vpeljati ne samo raziskovalcev, to pa mogoče določene tehnološke navdušence, potrebno je omogočiti celotni populaciji Slovenije in tudi širše pogled, kaj so te tehnologije, kako delujejo in v bistvu jih nekako pripeljati bliže temu, da bo jih razumeli in jih začeli uporabljati. Ravno zato je tudi usposabljanje bo eno izmed večjih pomembnejših deležev tega centra in to je, ko govorimo o usposabljanju, govorimo o usposabljanju na akademskem nivoju, o usposabljanju na podjetniškem nivoju in tudi o usposabljanju na v bistvu širše populacije v državi. Ampak bo pa imel center predvsem razvojno funkcijo, se pravi, preizkušali boste te inovacije in delali pilotne testiranja in jih potem v končni konsekvenci tudi implementirali v gospodarstvo. Ja, to je pa tudi potem drugi namen. Drugi namen je vključno z izobraževanjem, se pravi takrat, ko bomo pripeljali mlajše kolege, mlajše kolegice, študente, v bistvu, ki bodo se izpopolnjevali, bodo v bistvu lahko istočasno delali na tehnologijah, ki bodo potencialno implementirane v neke tehnološke procese ali v samo proizvodnjo in v bistvu s tem si pripravljali njihov bodoči kruh, tako če se izrazim s tem besedam, ki so malce starodobne, ampak še vedno veljajo. A boste srkali tudi znanje drugih razvojnih centrov, inštitutov, univerz in tako naprej? Ja, celotna ideja je v bistvu tako nastavljena in je bila en del večje, širše medregionalne ideje na evropskem nivoju, ki je še vedno živa in ravno iz tega izhaja potem to medregionalno sodelovanje in v bistvu v sklopu tega medregionalnega sodelovanja pa bomo potem tudi seveda sodelovali z drugimi centri, se dopolnjevali, nekdo bo bolj usposobljen za eno področje, drug bo usposobljen za drugo področje. V končni fazi pa je celoten namen, da naredimo Evropo konkurenčno drugim kontinentom. Zakaj pa ustanavljate takega centra prav v Sloveniji? Mislim, da to je v bistvu tako, zakaj v bistvu ravno gre most čez moje mesto, čez to reko, zakaj ne gre čez sosednje mesto, ampak potem, ko pa pride prometna konica, ne, in vidimo pa, da rabimo 100 mostov, ne. In trenutno smo ravno pred tako prometno konico, kjer smo na tem področju, je Evropa zaostala predvsem pred azijskimi konkurenti in potrebno je zgraditi mnogo mostov, ki bodo omogočale pretočnost znanja, se pravi, da ne bomo imeli ozkih grl, ker pač takšen center bo omogočal pretočnost znanja iz akademije v gospodarstvo. No, ko sva prej govorila o elektrifikaciji mobilnosti, obstajajo vse večje potrebe tudi v stacionarnih shranjevalnikih energije, ne? Tu pa vi pravite, da so predlagane tehnološke rešitve, čeprav so v samem svetovnem vrhu trenutno na nizki stopnji tehnološke razvitosti,
Kako vidite nujen razvojni napredek in zakaj pravite, da so v bistvu še na taki nizki tehnološki stopnji? Ja, trenutno je najbolj tehnologija, ki se najbolj uveljavlja, je litij-ionska tehnologija. In ta litij-ionska tehnologija, ki je bila sprva razvita za prenosne mobilne naprave, se je uspešno prenesla na elektromobilnost in tudi ima potencial, da se uspešno prenese kot shranjevalniki obnovljivih virov. Vendar pa kar nekaj časa že poslušamo, da za tako široko uporabo bodo nastopile težave s surovinami. Seveda surovine so tiste, ki jih pa Evropa nima, in to bo potem naredilo zopet Evropo nekako ekonomsko odvisno od nekaterih drugih delov sveta, kar pa si seveda ne želimo, in to danes, v bistvu zdaj v zadnjih parih letih se je to izkazalo, da res potrebno je biti vsaj na kontinentalnem nivoju samooskrben, če že ne znamo to in ne zmoremo to biti na državnem nivoju. Torej, potrebno je razmišljati o nečem, kar je na voljo, česar je v izobilju, in to so tehnologije predvsem na osnovi natrija, na osnovi magnezija, kalcija, aluminija, ki v preteklosti mogoče niso bile tako atraktivne, ker imajo nižjo energijsko gostoto, vendar kljub temu ta nižja energijska gostota se lahko aplicira, se lahko uporabi tudi za namen shranjevanja obnovljivih virov električne energije in celo v nekaterih primerih celo za urbano elektromobilnost. Danes vsi govorimo o električnih avtomobilih, ki se napolnijo v 10 minutah in gredo 700 kilometrov. Vendar le peščica ljudi to potrebuje. Večina nas potrebuje 50 kilometrov na dan in nočno polnjenje. No, prej, ko ste omenili litij-ionske baterije, da imajo te preko 90% učinkovitost. A ni to že v samem vrhu izkoristka? Ja, zdaj to je seveda stvar debate. Ta učinkovitost je omejena na neke idealne pogoje. Seveda, ko se začne to izkoriščati bolj za nekih prehitrejših polnjenih, praznjenih, je ta učinkovitost pade, tako da vedno bi se lahko našel kakšen skeptik in potegnil tudi veliko nižjo številko. Obenem obstajajo tudi višje številke, ampak to je stvar teh baterij, da ponavadi vse baterije imajo dokaj dober izkoristek. Praktično število elektronov, ki jih damo v baterijo in iz baterije, je ves čas konstantno oziroma se ujema. Delno so izgube v sami napetosti, ki se izražajo kot toplota, vendar tudi te so minimalne in lahko z lahkoto pridemo na 90%. No, glede resursov, ki jih rabi Evropa, so prišle spodbudne novice, da namerava Francija z razvojem že obstoječega rudnika Beauvoir do leta 2028 in naprej vsako leto proizvesti kar 34.000 ton litijevega hidroksida, kar bi zadostovalo za proizvodnjo kar približno 700.000 baterij in bi predstavljalo pomemben del v načrtih francoske vlade, da državi do leta 2030 izdela 2 milijona električnih avtomobilov. Kako vi to komentirate? To je spodbudno za Evropo, ker ste prej govorili o teh resursih, ki jih Evropa rabi. Jaz verjamem, da takšnih resursov je še mogoče nekje, imajo še kakšen rudnik, za katerega se niti ne zavedajo, da ga imajo. Svoj čas pred nekaj leti smo poslušali veliko debato o resursih v Srbiji. Kolegi iz Madžarske so pred kratkim poročali, da celo tukaj okrog Nadžika niže imajo njihovi termalni vrelci 400 ppm litija v termalni vodi, se pravi dokaj bogata termalna voda z litijem. Torej, ti resursi so razpršeni, jih je kar nekaj in trenutna cena, ki je na tržišču, praktično dovoljuje tudi eksploatacijo teh resursov. Tudi resursi so na Portugalskem, v Finske. Portugalska sta predvsem bogati z kovinami, različnimi kovinami za baterije, litij-ionske baterije.
Potem kolegi iz Romunije so poročali, da imajo da so pri izkoriščanju bakrove rude bile v odpadkih pri izkoriščanju bakrove rude našli ogromne količine niklja in kobalta. Tako da mislim, da Evropa ima nekaj, ampak še vedno se pa vprašati, ali je to sedaj cenovno ne bo tako ugodno za izkoriščati, kot mogoče bo cenovno ugodno bolj pripeljati neko drugo tehnologijo do take tehnološke razvitosti, da bo lahko konkurirala litij-ionski tehnologiji. In tukaj predvsem jaz sem raziskovalec, ampak razumem pa tudi ta ekonomski aspekt. Če imate vi na tržišču dve tehnologiji, ki ena drugi konkurirate, potem se tudi ena drugi ceno izbijajo. Medtem ko pa če imate eno, recimo samo eno, ki je dominantna, bo v bistvu tista bila odvisna od nekih špekulacij in od raznoraznih ekonomskih vizij in bo lahko v bistvu izničila ves trud tehnološkega razvoja samo zaradi tega, ker bo enostavno predraga. To je tisto, kar boste vi delali, ne? Mislim, ta tehnološki Ja, razvoj. tudi to je tukaj zdaj, v bistvu mi že lahko naredimo tehnološki razvoj, ampak če bodo tukaj nastopili špekulanti in če bo tukaj nastopila ekonomija, ki ne bo to dovoljevala, vemo, da se to z lahkoto ustavi, ne. No, ampak vaše delo raziskovalcev bo pa odvisno od zelo sodobne raziskovalne opreme, a ne? Ki je pa tudi najbrž eden od pogojev uspešnega delovanja ali bo tega vašega centra DUB. Tako je, mislim, raziskovalna oprema je ključna, tako bom rekel, ideje so ključne, ampak te ideje, če nimaš dobre raziskovalne opreme, zopet jih ne moreš realizirati. Tudi če z idejami nekateri razmišljajo, saj lahko uporabljate raziskovalno opremo nekje drugje v Evropi. Jaz tukaj v bistvu na tem mestu lahko rečem, da je to skoraj nemogoče, ker ta raziskovalna oprema, ki jo bomo tudi postavili v Sloveniji, je trenutno tako zasedena, da so čakalne dobe, da ti sploh kdo omogoči dostop do te opreme, so v mesecih, če ne v letih. Kako pa mislite, da se bo gospodarstvo odzivalo na, recimo, tudi na vaše pilotne projekte? Nekatero gospodarstvo je že sedaj stopilo v stik z menoj in pač nekako probajo tudi dirigirati oziroma mi sugerirati, kaj bi oni potrebovali, in v bistvu na tak način sami sebi kujejo neko osnovo, obenem pa tudi meni pomagajo, da razumem potrebe gospodarstva, ne. In to je recimo dobrodošlo, saj potem, ko bo enkrat oprema kupljena, bo treba s takšno opremo delati, ne. Potem ne bo več možno mogoče v nekaj letih se premisliti in sedaj bi pa mi imeli nekaj popolnoma tretjega, ne. Tako da zagotovo bodo pa, ko bo gospodarstvo oziroma s to pričujočo krizo, energetsko krizo, ki jo imamo sedaj, mislim, da gospodarstvo še bolj razume te potrebe in bo še bolj v bistvu stopilo do nas zagotovo in se usmerilo v to področje. No, poglejte, profesor Dominko, pri tako ambicioznem in pa v bistvu nujnem projektu za razvoj ne le gospodarstva, ampak za razvoj cele družbe, ne, se pa vedno postavlja vprašanje intelektualnega kapitala, ki je tisto gibalo nekega prihodnjega razvoja, ne. Vprašanje kadrov je danes sploh v kontekstu razvoja tudi najpomembnejši dejavnik, ne. Razvita okolja se še kako tega zavedajo, ne le v posameznih, ampak kar v svetovnem merilu. In pa postaja lov za sposobnimi, inteligentnimi ljudmi v bistvu neusmiljen. Koliko je tega zavedanja pri vas? Ne pri vas osebno, ampak recimo pri skupini, ki se loteva tega pomembnega projekta. Ja, zelo dobro vprašanje. V bistvu, zdaj bomo tako rekli, ne, mi imamo mogoče nekatere okrnjene inštitucije okrog nas, ki zavedajoč se ali ne zavedajoč se tega zelo zavirajo ta del. V bistvu nekako obenem je pa še ostala v Sloveniji tudi ta dogma uravnilovke, ki smo jo pač prinesli v torbi iz prejšnjega sistema, kjer smo približno vsi enaki in vsi ekvivalentni in vsi seveda enako moramo biti tudi plačani, ne. Kljub temu, da nam zakon dovoljuje izjeme, te izjeme pa nekako ne moremo
ne moremo raziskovalci te izjeme v bistvu vzpostaviti takšen sistem, da bi te izjeme bile možne. In s tem seveda mi izgubljamo kar nekaj potencialnega kadra, ki ima enake delovne pogoje, lahko v Nemčiji in še tudi boljše je povezan z nemško industrijo, recimo. Kar pa predstavlja recimo za Slovenijo, bom rekel, kar hendikep, pa mogoče ne samo za Slovenijo, za vse takšne države, kot je Slovenija. Ni samo Slovenija takšna, kolegi tudi iz drugih držav poročajo o podobnih problemih. Torej, kaj narediti? Kaj mi delamo trenutno je to, da smo pripeljali v Ljubljano neko mednarodno šolo, ki je financirana delno iz Evrope, delno se pravi od Evropske komisije, delno privatni kapital večjih evropskih korporacij, in ti že šolajo na tem magistrskem nivoju nove strokovnjake, ki bodo v bistvu v prihodnosti delali v Evropi. Ti strokovnjaki prihajajo iz vseh 5 kontinentov, ponavadi jih od 35, jih v bistvu lahko 35 plačamo njihovo šolanje. Za teh 35 mest mi dobimo okrog 400 do 500 prošenj. Se pravi, da to so res strokovnjaki, in en del teh strokovnjakov preživi vsaj en semester tudi v Sloveniji. In glede na ugodnost življenja v Sloveniji, bi oni si tudi nekateri vsaj izmed njih želeli ostati v Sloveniji, vendar jih na žalost ekonomska situacija prisili, da gredo na boljše plačano delo. Sedaj s tem centrom bodo v bistvu dobili še boljšo možnost za delo, se pravi še boljše usposabljanje, vendar se bojim, da bodo zopet plača tista, ki bo v bistvu nekako odločila, ali bodo ti mladi strokovnjaki se želeli tu usposabljati, mogoče kreirati neke spin-off podjetja, se pravi start-up podjetja, in v bistvu začeti tudi podjetniški del življenja v Sloveniji. Verjetno bodo to kreirali tam, kjer so bolj stimulativni pogoji. Predvsem pa stimulativni pogoji danes za mladino vemo, da je denar. No, poglejva, če vam bo uspelo vse te omenjene pogoje, o katerih ste govorili, uresničiti, ostaja pa vedno še vprašanje izkoristka, ki ga mora imeti pri takem projektu sam Kemijski inštitut, če odštejemo, da bo prispeval vrhunsko znanje, kar je seveda ena od najpomembnejših postavk v celi zgodbi. Vsekakor v bistvu lahko zatrdim, da tega me je najmanj strah. Seveda, če bom imel izpolnjen prejšnji pogoj, da bom imel dobre ljudi okrog sebe. Izkoristek takšnega centra bo več, kot je sedaj lahko pričakovati. To lahko že danes zatrdim, ker če bi danes ta center stal, bi v bistvu imel projekt toliko, da bi zagotovo lahko zaposlil vsaj 15-20 mladih v tem trenutku. Seveda jih ne bi našel, ne. A lahko tak center postane neko razvojno središče širše regije, pa tudi Evrope konec koncev, ali pa še širše? Vsekakor je ideja, kot Zasavčan, da pripeljem nekaj nazaj v Zasavje, se pravi, ta center bo v Kisovcu, in vsaj upam, da bomo imeli malce tudi kanček sreče, predvsem z kadri, da bomo našli nekoga, ki bo imel to podjetniško žilico in odpeljal določene raziskave ven iz centra v neko podjetniško uspešno zgodbo. Koliko pa že imate obstoječega znanja in kje boste jih potem še dodatno snubili? Obstoječe znanje je v skupini prisotno, zdaj nekateri mlajši kolegi, ki bodo se prešolali, ki bodo končali delo v tej skupini in šli delati v center, jih pošiljamo tudi na šolanje širom po Evropi. Sam sem bil že udeležen v določenih raziskavah, tako tudi, da poznam zadeve. Seveda potem je pa samo usmeritev in specializacija, ki jo bomo mi imeli v tem centru, bo naredila nas bo nas naredila posebneže, zopet, če lahko rečem, in s tem nam omogočila, da bomo v bistvu imeli svoj delež pogače na evropskem trgu. Pod čigavo ingerenco pa bo deloval center in ste že predvideli nekako kvoto zaposlenih? Vsekakor center potrebuje vsaj 5 redno zaposlenih, ki
skrbijo za opremo, ki skrbijo za delovanje centra. To je, če govorimo samo na baterijskem področju, področje, ki ga bo profesor Likozar pokrival, se pravi področje vodikovih tehnologij, področje CO2 zajema, bo v bistvu svoja zgodba in bo potrebovalo še določen kader. Če se zopet premaknemo nazaj na baterijski del centra, bo tukaj tudi potem potrebno vsekakor nekdo, ki bo to vodil. Trenutno v času izgradnje centra bom jaz vodil, sam bom se osebno angažiral na izgradnji centra in v tem času bomo videli, če bo kdo od mlajših bil dovolj usposobljen, da bo kdo to prevzel, če ne bomo pa v bistvu vsaj za nekaj časa bo moral sedeti na 2 stolčkih. Se pravi, voditi skupino, voditi center in v bistvu istočasno iskati nekoga, ki bo lahko pomagal pri delovanju oziroma pri prevzemanju nalog. Da bo lociran v Zasavju, ste rekli, ne, natančneje v Kisovcu. Pa me zanima, zadnje čase namreč vse več pripomb o neumestnosti centralizacije institucij znanja in pa raziskav. Kako vi na to gledate? Mislim, jaz se sploh s tem ne obremenjujem, ker Slovenija je tako majhna, Slovenija je praktično ena manjša kitajska vas. Mislim, to, ki govorite o neki centralizaciji, je skoraj iz mojega stališča čisto neumestno, ja. Vendar, ne nazadnje, ampak zelo pomembno je vprašanje, ne, kako se vam bo izšlo s finančnim okvirjem, raziskovalna infrastruktura, ki jo boste vi tu uporabljali, je najbrž finančno najpomembnejši zalogaj. Ja, to je dobro vprašanje, ampak tukaj je pač sredstva naj bi bila zagotovljena, govorim o tem, naj bi bila zagotovljena, dokler ne bomo imeli podpisane pogodbe z resornim ministrstvom, seveda ne moreš vedeti, ali si res dobil projekt ali ga nisi dobil. Sredstva so v bistvu, bom rekel, zelo spodobna in bodo omogočala izgradnjo nečesa, kar bo konkurenčno trenutno na evropskem nivoju, pa tudi mogoče celo na svetovnem nivoju.